Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje. V letu 2024 praznujemo pomembne obletnice, ki spominjajo na prelomne čase ter pogumna, državotvorna in državniška dejanja iz naše zgodovine. V letu generala Rudolfa Maistra praznujemo 20. obletnico vstopa v Zvezo NATO in Evropsko unijo. S tem povezana dejanja za skupno prihodnost so omogočila razvoj in blaginjo ter enakopravno in enakovredno vlogo naše države v mednarodnih odnosih. Državotvorno poslanstvo ima tudi Slovenska vojska, ki ima jutri svoj praznik. Vesela sem, da skupaj praznujemo Dan Slovenske vojske in vse, kar ta nenadomestljivi temelj naše državnosti predstavlja. Zagotavljanje miru, obrambo države in ljudi, nesebično pomoč sočloveku, sodelovanje s partnerji in zavezniki, tovarištvo, pogum, požrtvovalnost, solidarnost, spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter predvsem varnost lastnega naroda. Drage pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, vaše vrednote prepoznavamo vsak dan. Vrednote Slovenske vojske so vrednote skupnosti. Ljudje vam zaupamo, ker lahko vselej, ampak res vselej, računamo na vas, še posebej v krizah, ko drugi družbeni podsistemi ne zmorejo bremena. Sodelovanje z drugimi državnimi organi, silami zaščite in reševanja, lokalnimi skupnostmi in ljudmi je ključnega pomena za državo in ljudi. To so nas naučili številni dogodki, tudi lanske poplave, kjer ste reševali življenja in v težkih časih ljudem dajali oporo in upanje. Najpomembnejša vloga Slovenske vojske pa je vendarle obramba domovine. Odgovorna in državotvorna naloga politike je, da je Slovenska vojska ustrezno opremljena, usposobljena in zaščitena, da omogoča njeno modernizacijo. Oboroženi spopadi v Ukrajini, Gazi in drugje po svetu nas namreč kruto opominjajo, da mir ni samoumeven, da moramo prilagoditi nacionalne in zavezniške načrte in delovanja. Zaskrbljenost ljudi je razumljiva, vloga Slovenske vojske pa nenadomestljiva tudi pri sodelovanju v mednarodnem okolju. Pri tem pa se je pomembno zavedati, da smo že 20 let zavezniki in da imamo zaveznike. To pomeni, da nismo sami, da odločitve sprejemamo skupaj in da si delimo bremena. Varnost je temelj našega obstoja. Prebivalci, odločevalci in politiki moramo zaupati Slovenski vojski ter celotnemu nacionalno-varnostnemu sistemu in jima zagotavljati podporo za njihovo delo. Zato me veseli, da sta vlada in državni zbor posodobila strateške in usmerjevalne podlage za dolgoročni razvoj obrambnega sistema ter krepitev odpornosti. Varnost je področje, kjer moramo vedno razmišljati o predvidljivih in nepredvidljivih razmerah, ki jih prinašata negotova prihodnost in strahovito hiter razvoj modernih tehnologij in biti seveda na vse to pripravljeni. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Lani sem poudarila pomen sprejemanja in prisotnosti uniforme v naši družbi. Letos želim temu dodati tudi svoj iskren ponos na prav vsakega od vas, ki opravljate vojaški poklic. Že več kot 25 let v prizadevanjih za stabilnost in mir sodelujete v mednarodnih operacijah in misijah. Pomagate ljudem in institucijam na različnih območjih po svetu. Voditelji držav in mednarodni poveljniki izpostavljajo kakovost in visoko strokovnost vašega dela. O vaši nesebičnosti, povezanosti in iskreni želji pomagati sočloveku sem se vsakič prepričala med obiski na terenu. Hvaležna sem vam za toplino, iskrenost in srčnost, ki sem jih občutila ob pogovorih z vami. Vaše častno poslanstvo v službi domovine nudi številne strokovne priložnosti za mlade. Prejšnji petek so se mladi v Beltincih seznanili z vojaško dolžnostjo.
Njihovo zanimanje je bilo veliko, zato sem kot vrhovna poveljnica obrambnih sil zadovoljna, da se Slovenska vojska iskreno trudi iskati nove poti in vezi do ljudi, posebej mladih. Želim si čim večje naklonjenosti vašemu plemenitemu poklicu, v katerem se stalno usposabljate za obrambo države in varnost ljudi. Zavedanje, da ste zato pripravljeni dati svoje življenje, me navdaja z globokim spoštovanjem. Kot predsednica in mati pa si seveda želim, da do tega nikoli ne pride. A k temu moramo prispevati vsi, še posebej politiki, ki moramo svoje poslanstvo usmeriti v iskrena prizadevanja za mirno reševanje sporov po svetu. Ob tej priložnosti vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske ter vašim družinam in bližnjim izrekam globok poklon in zahvalo za vaše delo in za vsa odrekanja. Hvala vam, ker ste eden od stebrov naše države, družbe in skupnosti ter nosilec vrednot, ki jih je treba v sodobni družbi nenehno poudarjati in prenašati na mlade generacije. Drage pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, ob vsakem stisku roke in srečanju z vami čutim, da vaše veliko srce pod uniformo bije za domovino in za vse nas. Iskrene čestitke ob dnevu Slovenske vojske in srečno Slovenska vojska, srečno Slovenija.